Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In seveda, če se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, če to spremljate kasneje preko YouTubea. In če spremljate to kasneje, se ne pozabite naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In na kriptotrgu imamo kar zmešano situacijo. Danes je petek, 3. april, in kot vidimo tukaj, imamo 15-minutni časovni interval in pa 1-urni časovni interval na Bitcoinu. Mi se dobesedno zdaj že cel teden, če ne celo več, gibljamo v tem vzorcu. Tukaj pri tem preboju smo za malo časa celo mislili, da bomo imeli preboj navzgor, ampak ne, mi smo prišli nazaj v tale vzorec in prišli na spodnjo mejo. Spet lažni preboj navzdol in prišli nazaj notri v tale vzorec. Kaj zdaj? Mi imamo tukaj, spet so se začele nabirati stave na padec, kot vidimo pri Bitcoinu, tako da imamo eno likvidnostno območje tukaj zgoraj na okoli 67.400. Da vidim, kaj imamo. Aha, tukaj je tale neckline meja tegale dvojnega dna, to po mojem ni več relevantno, tudi tole dvojno dno po mojem ni več relevantno, zaradi tega, ker delamo drugačen vzorec in enostavno smo čisto prevečkrat zdaj šli pod to njegovo neckline mejo. Torej, kaj smo označili? 67.400 za vse tiste, ki so stavili na padec, ti bi lahko bili likvidirani, in seveda tukaj je tudi ogromno ljudi, ki so stavili na rast. Torej imamo spet neke vrste likvidnostni sendvič. In tukaj je pa meja, kjer bi lahko imeli postavljene stop losse na okoli 65.800. Zdaj, glede na to, da se nam dela tukaj tale medvedji vzorec, sem jaz že večkrat opozoril, tile vzorci na manjših časovnih intervalih so večkrat tudi lažni signali, zato jim ne posvečam precej pozornosti. Še vedno se lahko zdaj zgodi, da tukaj dobimo odboj in kar naenkrat gremo gor do tele zgornje meje in jo seveda lahko tudi prebijemo. Konec koncev, mi imamo precej več udarcev v tole zgornjo mejo kot v spodnjo. Bom štel še enkrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in dajmo reči 7. Medtem ko tukaj v spodnjo 1, 2, 3, 4, 5. Ampak vseeno, če izgubimo mi tole spodnjo mejo, potem gremo seveda pobirati tele spodnje likvidnosti. Ta prva 66.000 in potem 65.300. Če pa gremo še enkrat gor, ta likvidnost je zdaj tam nekje v območju te naraščajoče linije, bi bila ta prva meja na tam nekje okoli 70.000. Tako da ja, kar precej taka zanimiva situacija. Dajmo pogledati zdaj še tukaj tale graf likvidacij, samo pogledajte tale sendvič, ki smo ga trenutno naredili. Zdaj je vprašanje seveda, kaj bomo prej prebili. Bližje so tele likvidacije tukaj, ki jih imamo na 66.000 in v tem primeru bi lahko šli tudi do 65.400. Ampak imamo jih tudi tukaj zgoraj, kar precej. Meje so 67.500 in pa 67.600.
Tako da, ja, kar precej zanimiva situacija. Trenutno zelo bom dal še na 3 dni, da vidimo, kaj imamo tukaj. Ja, kaj se dogaja zdaj tukaj? Imamo jih, ja, od spodaj 65 000 in tukaj zgoraj so se pozicionirali tile na 70 000, torej točno tiste meje, ki smo jih označili prej na TradingView. To bi znalo biti še zanimivo, zdaj glede na to, da imamo te bliže, bi po mojem lahko šli prej pobirati tele. Bomo videli, kako se bo razvijal petek. Zdaj skozi vikend se ponavadi ne dogaja kaj dosti. Bolj je možno na nedeljo zvečer. Zdaj, če bo seveda karkoli pomembnega, bom seveda še dodatno javil preko Patreona, tako da če se mi želite pridružiti, tam so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Poglejmo zdaj še Ethereum, kaj se kaj dogaja z njim, in pri njemu je situacija praktično ista. Mi smo tukaj, to bom vse zbrisal, tole dvojno dno. Čeprav tukaj tole dvojno dno je bilo pri Ethereumu kar lepo, se je lepo išlo, ampak zdaj mi smo zdaj že kar precejkrat udarili ob njegovo neckline mejo. Obstaja še ena nevarnost zdaj, da mi tukaj delamo Head and Shoulders, ampak ta je malo čuden. Torej, ena rama, glava, in zdaj morda delamo še ta drugo ramo, bom jaz tole malo premaknil. Udarjamo pa vedno ob tole horizontalno mejo na okoli 2024, tako da to bo treba paziti. Isto se dogaja tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Imamo eno ramo, glavo, in zdaj morda delamo še ta drugo ramo. Tako da to je zaenkrat ta špekulacija. Meja, seveda 2020. To je potem medvedji vzorec. Tukaj bo treba spremljati tole mejo, če jo izgubimo, potem seveda glede na tale vzorec lahko mi padamo kar konkretno naprej dol. Cilj bi bil na nekje 1875. Bomo videli zdaj, če bomo to dosegli zdaj. Najprej moramo seveda dokončati tale vzorec, če se bo tole dejansko zdaj išlo. Drugače, Ethereum je bil še posebej zanimiv, kar se tiče dolgih in kratkih pozicij. Tukaj je ogromno ljudi stavilo na nadaljevanje rasti in seveda potem včeraj so bili likvidirani s tem padcem, ki smo ga dobili. In kaj je zdaj? Zdaj ogromno, ne ravno ogromno, ampak so se začele nabirati stave na padec, tako pri Ethereumu kot tudi na Bitcoinu, čeprav za Bitcoin smo dobili samo tale špic navzdol. Na enournem časovnem intervalu je pa Bitcoin ostal malo nevtralen, Ethereum pa kar krepko prekupljen tukaj zgoraj. Tako da ja, ti ljudje so bili zdaj včeraj kar konkretno kaznovani in možnost je še, da bi lahko šli še naprej dol, kot smo označili mejo tam nekje na 1820. Seveda, tukaj nas čaka tudi še ena likvidnost na okoli 1975. Tako, kot sem že povedal, če bo karkoli zanimivega, če se bo kaj konkretnega dogajalo danes ali pa čez vikend, bom to jaz dodatno objavil na Patreonu. Tako da
Če se mi želite pridružiti tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In pa seveda, če spremljate to kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Včeraj smo imeli še en zanimiv video, kjer smo spremljali Bitcoin na višjem časovnem intervalu. Pokrili smo dnevnega, tedenskega in pa mesečnega. Zelo zanimive ugotovitve, tako da dajte si ga tudi ogledati. In tako, priporočam se še za kakšen všeček, to vsekakor zelo pomaga algoritmu. Tudi komentirajte spodaj, razvijajo se kar zanimive debate in tudi rad podebatiram z vami. In želim vam en lep dan še naprej, en lep vikend, ki je pred nami. In se vidimo ponovno, seveda, če ne prej, v ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau.